20. oktober letošnjega leta je določen kot svetovni dan zdravljenja karcinomske bolečine. Ta datum je postavil EICP, International Association for Study of Pain. To je mednarodna organizacija, ki se še posebej ukvarja s študijem mehanizmov in novih zdravil za zdravljenje bolečine. Tudi Slovensko združenje za zdravljenje bolečine je del EICP-ja in zaradi tega se mi pridružujemo temu svetovnemu dnevu, obeležujemo ga z novinarsko konferenco, kjer hočemo preko medijev obvestiti širšo javnost, kakšna so naša prizadevanja za zdravljenje bolečine, ki se pojavlja pri rakavih obolenjih. Torej, krajše povedano, karcinomska bolečina. Karcinomska bolečina je lahko zelo blaga, lahko pa je tudi zelo huda. Zdravljena mora biti promptno, takoj in adekvatno pravilno. Ko prihajajo bolniki z bolečino na različne nivoje zdravljenja, na primarni, sekundarni ali terciarni nivo, se vsepovsod poleg osnovnega obolenja zdravi tudi bolečina. Ko pa prihajajo zdravniki do problemov, če so bolečine prehude ali če so stranski učinki zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje te bolečine, prehudi, pa je potrebno zdravilo zamenjati oziroma se posvetovati ali poslati bolnika k specialistu v protibolečinsko ambulanto. Protibolečinske ambulante v Sloveniji jih je 13 in ena na Onkološkem inštitutu in ena na Inštitutu za rehabilitacijo Soči. So specializirane za zdravljenje bolečin. V njih delajo zdravniki, ki so še posebej usposobljeni iz protibolečinske medicine, imajo posebna znanja, se posebej izobražujejo tudi v tem smislu. In zaradi tega je potrebno, da ko pridejo zdravniki, ki bolečino zdravijo do te stopnje, da ne morejo več sami pomagati in zdraviti bolečino, je potrebno poslati bolnike k tem specialistom v protibolečinske ambulante. Uporabljajo se različna zdravila po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije, tristopenjsko, z uporabo različnih zdravil, analgetikov, nesteroidnih na prvi stopnji, na drugi stopnji dodamo šibke opioide in na zadnji stopnji, tretji, se uporabljajo opioidi. Opioidi so zdravila, ki prinašajo tudi neželene učinke, in zaradi tega, da bi bilo neželenih učinkov čim manj, je potrebno zdravila kombinirati. Uporabljamo pa seveda tudi druge načine zdravljenja bolečine, kot so fizioterapija, transkutane, električne stimulacije, farmakološke blokade, vstavitve epiduralnih ali subarahnoidalnih katetrov ali subkutanih črpalk. Torej, možnosti je veliko. Bolniki s to bolečino imajo poseben status v Sloveniji in nikjer nimajo čakalne dobe v nobeni protibolečinski ambulanti. Bolnikov s karcinomsko bolečino je sicer majhen procent, to je vsega približno 3% vseh bolnikov, ki trpijo za kronično bolečino. Vendar je trpljenje ljudi in njih samih veliko večje, kajti prizadeti so svojci, ki so tudi soudeleženi pri tem težkem obolenju, in seveda bolniki sami, kajti vedno so prisotni strahovi, kako bo z zdravljenjem, kako bo z ozdravitvijo.